gospodarske razmere pri nas v zadnjih letih. Veliko ljudi je imelo kredite, so ostali brez službe in to je katastrofa. Se spomnim še zdaj tistega trenutka, ko je z Muro bilo v Murski Soboti, ko smo prišli na zavod oziroma na center za socialno delo, so imeli 3 kupe prošenj oziroma uporabnikov, ki so rekli Rdeči križ, Eho Popovica, Karitas, pomagajte nam. Potem so tu pomoči, enkratne finančne pomoči v raznih katastrofah, požarih, poplavah. Ta program pomoč v stiski sega po celotni Sloveniji. No, jaz bi še, kako pridobivamo sredstva, če hočemo nekaj deliti znotraj cerkve, znotraj cerkvene humanitarne organizacije, moramo na nek način pridobiti tudi sredstva. Mislim, da ima Slovenija to zelo dobro rešeno preko Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, katerih sredstev smo prejemniki, vse ostale invalidske in humanitarne organizacije, tudi Slovenska Karitas in pa Eho Popovica. Mislim, da je ta sistem kljub, lahko bi rekel, poznam, bil sem član sveta pa mandata Fundacije FIHO in stvari poznam malo bolj podrobno. Mislim, da je ta sistem dober in da bi bilo za mnoge uporabnike, ki so deležni teh sredstev oziroma pomoči, ki se financirajo s temi sredstvi, škoda in da če bi to prišlo v neke druge okvire, bi slovenskim uporabnikom bilo, oziroma bi slovenski uporabniki bili prizadeti. Kajti ta FIHO fundacija deluje res tako, da pomoč pride v prave roke, kajti noter v svetu, člani sveta in pa teh raznih komisij so tudi ljudje, ki poznajo humanitarno in invalidsko problematiko v Sloveniji in tudi lahko ne vplivajo, ampak na nek način bedijo na tem, da pomoč pride v prave roke, torej dokončne tisti, ki pomoč potrebujejo. No, potem sredstva zbiramo z prostovoljnimi prispevki. Enkrat na leto imamo zmeraj prvo nedeljo v mesecu maju, nedeljo Pornice, ko v eni izmed naših župnij organiziramo tako imenovani shod Pornice. Potem imamo tam eno slavnostno služje s kulturnim programom in tako naprej, in pa tudi zmeraj zbiramo sredstva. Potem ljudje darujejo vse bolj, to je kar pri cerkveni organizaciji tudi gre za ozaveščanje. Ker to je ozaveščanje, zagovorništvo, to so tudi dejansko humanitarni projekti, ki potem pomagajo, kako lahko dejansko v čim širšem okviru pomagamo, da ljudje namesto cvetja, namesto vencev ob pogrebu darujejo pa dobrodelne namene. Potem smo deležni tudi za določene humanitarne projekte tudi pomoči naših partnerjev, torej diakoničnih partnerjev iz tujine, predvsem iz Nemčije pa Avstrije. No, na koncu bi še en vidik
cerkvene dobrodelnosti izpostavil čisto takrat, ko je ta tako imenovani ekumenski vidik. To sem že takoj omenil na začetku, da se zahvaljujem, da ste nas tako v takem ekumenskem duhu povabili na to tiskovno konferenco, kajti smo dolžni tudi različne cerkve, kljub temu, da smo si nekoliko pri verovanju, pri načinu verovanja različni, ampak uporabniki so pred nami. In ni pomembno, kakšna vere je človek, če je naša, ampak je naša naloga, torej krščanska naloga, da človeku čim prej pomagamo in tako olajšamo njegovo trpljenje. Tako da naše sodelovanje s Slovensko Karitas, predvsem v Prekmurju, je res na vzorni ravni. In se med sabo pokličemo, ker točno vemo, takšno vrsto pomoči mi nudimo, takšno vrsto pomoči Karitas nudi in se potem uskladimo, kaj te gre, zmeraj mora in za končnega uporabnika, da pomagamo človeku. Tako da, toliko morda uvodoma, potem kasneje lahko vprašate. Hvala. Hvala lepa, gospod Filo, za omenljive besede. Tudi pa predal še koncu besedo pravoslavnemu parapogostru Terenu Boškoviču. Prav lep pozdrav vsem. To leto je 30 let od kako sem v službi v Ljubljani in od teh 30 let, več kot 20 let obstaja ta problem humanitarni v naši cerkvi, v naši skupnosti in se z njim ves čas ukvarjam. Se je začelo takrat, ko se je začela razpad te skupne države, ko se je začela vojna in se je selilo, začelo se v Sloveniji, potem pa smo imeli ta problem na Hrvaškem, zato ker od tam imamo dosti ljudi, ki so v naši cerkvi, v naši skupnosti. In ko smo mislili, da bo se tam to končalo, se je preselilo v Bosno. V Bosni je bilo vse iz svoje silovitosti in množičnosti. Leta in leta je trajalo, pol pa je šlo v Srbijo, iz Srbije na Kosovo, Makedonija pa. In smo mislili, da se tam bo nekako i ustavilo. Naši ljudje smo tam. In ko se je začel ta problem tam, to je bil njihov problem. Edini, na koga so se lahko obrnili, ti dol so bili tisti, ki so tukaj živeli. In so od njih pričakovali tisto, kar so njih dobili, od tega so se preživljali. In je to trajalo iz dan v dan, iz leta v leto. Ampak nismo nikoli si mislili, da bi ta problem se nazaj vrnil v Slovenijo, da bi to isto morali početi v Sloveniji, da bi se to zgodilo tle. Pa se je. Ampak ne na način, hvala Bogu, ne na isti način. In te naši ljudi, ko vidimo, od začetka smo mi poskušali in smo pravzaprav delali, smo cele konvoje smo pošiljali dol, smo kupovali hrano, pa vse, pa smo pošiljali dol, pa smo nesli uno v drugo, pa. In smo videli, da ko je to trajalo leta in leta, da nikam ne bomo prišli s temi konvoji, da bi sam to mogli početi. Pa smo spodbujali ljudi, da oni odidejo tam, od so in to, kar si mislijo na najboljši način, dajo oni sami, zato ker so vedno so šli, težave so bile s tovrstnim pošiljanjem pomoči, pa so bili sumi, pa so vsi so hoteli se s tem ukvarjati in to je začeli so biti neke težave. Jaz tako rečem, da ti naši ljudje, naše skupnosti so vse, kar so imeli. Oni so res dajali, dokler so imeli. Do te mere so dajali, da so danes sami potrebni pomoči. Medtem se je te zaloge, ki so bile, so dane, noben ni niti mislil, da bo to trajalo 20 let. In enkrat, ko so vse razdali, zmanjkalo je v Sloveniji, zmanjkalo je dela, zmanjkalo je plač, nekateri so prišli v penzijo so začeli take so, kot so,
in naenkrat so se oni sami znašli pred vratih Karitasa, pred vratih Rdečega križa ali popotnice in so sami pomoči potrebni. To nas pa nekako nam kaže, da nikoli ni treba misliti, da danes tisti, ki daje, da ne bo jutri bil tisti, ki bo iskal pomoč. In da je danes mora dati, da bi imel od koga jutri pričakovati, da mu kaj pomaga. Ustvarja to ozračje solidarnosti, sočutja, da veš, da nisi sam na tem svetu. Jaz menim in sem prepričan v to, da ne bi smelo biti te bede in tega, o čem se govori, če bi bilo to razporejeno, da dobrin v Sloveniji je dovolj, da s tem, da so na nekem koncu jih je preveč, pred nekaterih jih je preveč in točno zato pravi, da zmanjkuje na neki drugi strani. Težko ni družbe, ni ureditve, da to naredi tako, da bo to pravično in da bo vse imeli. Ampak če bomo imeli srce tako, da človeško, potem nobeno ni treba, da me je strah, a bo imel kaj jesti. Najbolj me nekako dragim tisto, ker slišim, da tam nekdo hodi v šolo, otrok, tam mladeničniki, da se mora skrivati svojo to bedo, skrivati zato, ker njegovi starši so bolani ali so izgubili službo, pa ne more oni imeti tisto, kar imajo njegovi sošolci. Danes to naše govorjenje, jaz sem se odločil, da pridem samo zaradi tega, da še enkrat potrkam na vest, na srce, na dušo teh ljudi, ki lahko pomagajo. Dokler se država opomore, ona je sama, je v težavah, dokler je ona ne bomo zmogla več dati, zdaj ljudje morajo pomagati drugemu, pa če hočemo, tudi se kaže naš patriotizem, neko naše domoljubje. To včeraj vsi smo nekako, bilo je dobro, dokler smo vse imeli, smo prejemali, z vse koncovali, da je to bila dobra plača, je to bilo vse drugo, da je tako, kot je. In z majhnimi darili, z majhnimi gestami, z majhnimi koraki lahko se veliko naredi. Večkrat sem slišal in verjamem v to. Ta del naš prejšnje skupne države, odkot so večina naših ljudi je preživel in obstal sam prvič tej dobroti svojih ljudi in drugih, ki so po svetu začutili ta njihovo težavo, ta njihov problem in so jim pomagali. Predvsem tudi mislim na Bosno, ker sem bil na Kosovo, in na samo in na Makedonijo. Hvaležen sem vsem tem ljudem, ki so me poslušali. Mi smo enkrat je so prišli neki mladi in so pred veliko noč so me vprašali, mi bi radi neki pomagali, bi neki pomagali dol na Kosovo, pa gor dol. Pa sem rekel, veste, kaj imate v mislih? Če imate v mislih, bi vi neko svojo politiko, pa rajš se tega opustite to pri miru. Preveč jih je, ki se stredijo, ki pomagajo na ta način. Nemojte pa še i vi. Pa so rekli, ja, ampak vse ni bilo. Jaz sem rekel, če moj nasvet bi bilo, da se mladi da pomagajo. Študent študentu dol, dijak dijaku. Tisto, kar dijak potrebuje, v temu pomagajo. Da on začuti, da ima nekoga v nekem delu sveta, ki živi v miru, da ima prijatelja, pa ga pokliči ga, povabi ga, da pride, da magari preživi en teden ali en dan, ne vem. Tukaj to na ta način, da mu daš voljo za življenje in upanje nam daš. Pa slušali so in so šli in so začeli zbirati. Med seboj so začeli zbirati. In so šli, iskali so do družine in so šli in so uroke dajali tem hišnaki. In to, kar so prišli nazaj, ko so pokazali, kako je, da so ljudje, ki preprosto mu inače. Ko dobi nek
majhno darilo, neki denar in vse, kako je njegovo življenje dobi novi smisel. Spet on ima voljo do življenja. In to ne more noben reči jasno. To je na verujočih ali vas ali unih tam. To je zadano vsakemu človeku, če hoče, da je človek, če hoče, da pripada tem svetu in tem času. Težko bi našli vse te, na kakšen način. V sami naši v cerkvi smo bili v priliki, da nekdo pride in da nima nič. In reče, jasno, sem prišel do konca in nimam nič. Potem smo rekli, dajmo na neki bogoslužbi, takrat, ko je on tam, in smo vsi tam nazoči smo zbrali denar in takoj smo mu ga dali, brez nekih protokola, brez nekih, ne vem, tam formalnosti. To, kar smo zbrali, takoj smo mu roke dali in smo rekli, zdaj to naprej se bori, da ti Bog pomaga. In so take življenjske, neverjetno težke prilike. Najbolj me je prizadelo, kar sem slišal pred mogoče enim mesecem ali dva, ko pride človek, ima sin, z 18 leti ga je avto udaril in je postal popolnoma odvisen od staršev. V posli nikam ne more v invalidskem vozičku. Si morate misliti, kaj po tej njihovi nesreči, da vse, kar so imeli, so dali, mlivajo, borijo se, da preživijo oni in oni. In ko pride v star blok, stanujejo in tretje nastropje so in voziček so pustili za trenutek dol pred vrati. In je nekdo prišel in ukradel voziček, invalidski. Ukradel voziček. Jaz sem rekel, to ne morem verjeti. In ta zdaj v Bosni pravice do nadomestila, da mu država, ne vem, da mu nekdo, zavod ali nekdo, da nima in kam naj se vrne, ostane edino človek. In če ga ta človek zavrne, lahko sam zgnije v tem stanovanju. To sem izpostavil sam kot primer, kako je lahko človek se znajde v življenjski stiski in da jim potrebuje pomoč, ne da se zmišlji, ne da bi vidno sebi stane, ne da bi odplačal kredit, pa ne bi zamejo stanovanje, če kaj če. Pravi, pa ne more, pa ne ga zmanjšali, ne vem kaj dela, ampak so i taki, da nimajo, kot je ta, da mu nekdo krade voziček. Hvala lepa, pa treba se Bogu v cerkvi, da te nesreče, da se nekako, da pridejo do konca svojega, da se nekako, in verjamem, da se bo začeli te in družbene in vse druge spremembe in iz te izmišljam ne bomo prišli, da se bo začelo to naravno vračati vse. Hvala lepa, gospod Boškovič, hvala res iskreno vsem sodelujočim za dragocene misli. Sledijo kratka vprašanja, malo smo presegli čas, načrtovali čas trajanja, pa vendar prosim. Jako je razoslenih Pop TV, poravno se govorimo o dnevu izvedbovstva zgodovina, ki je pred nami. Na kakšen način se boste vi v drugih veroizpovedi priključili na ta dan? Bodo tudi pri vas potekale kakšne aktivnosti, kakšne molitve, oziroma na kakšen način boste podprli to idejo solidarnosti, ko na ta dan se spominjamo domovine in teh sporočil, v kateri smo govorili danes? No, mi v evangeličanski cerkvi nimamo nekega posebnega dogodka na ta dan, vendar je ta dan, torej to pa ljudi preko pogovorov, srečanj, raznih srečanj, spodbujamo, da je, ko obeležujemo ta praznik, ta slovenski državni praznik, da pomislimo tudi na sočloveka. Drugače pa posebnega dogodka. Vedno izbiramo neko priložnost, neko najboljšo priliko
usmerimo, da razmišljajo o tem. Ljudje imajo vsak dan svoje življenjske težave in preprosto pozabijo. In če jih malo spomniš v problem, pa spet se začnejo z njim ukvarjati. In to sigurno v vsaki priliki poskušamo in to bomo sigurno v tej praznični dnevi. Imamo vinkoške zdaj, pa to bomo. Večkrat nanese več osebni neki pogovor ali v nekem ožjem krogu, da pridemo do dobrega dosežka, da nekaj dobrega premaknemo. Hvala lepa, še kakšno vprašanje? Če ne, torej dovolite, da zaključim to novinarsko konferenco z mislimi pobudnikov naše iniciative, večanje prepada med bogatimi in ubogimi, množice brezposelnih, propadanje podjetij, krčevito ohranjanje starih privilegijev, omalovaževanje dela za spoznanje zgodovinske resnice, kraja družbenega denarja, beg mladih v tujino, pritiski v službah, strahovi pred prihodnostjo. Vse to vpije v nebo, da bi se rešili zla in greha, ki sta privedla do žalostnega stanja in da bi si kot bratje in sestre pomagali. To je Božji načrt za domovino. Vsak Slovenec dobre volje